Evropska unija je 3. decembra 2012 na Mednarodni dan invalidov sprejela direktivo, na podlagi katere morajo države članice Evropske unije najkasneje do 31. decembra letos javne spletne strani prilagoditi tako, da bodo dostopne tudi invalidom. Poleg javne uprave direktiva nalaga, da se do leta 2018 prilagodijo spletne strani bank, šol, vrtcev, energetskih zavodov, plinskih in vodovodnih podjetij. Finančna uprava Republike Slovenije je svojo spletno stran marca prilagodila za gluhe in slepe. Zveza že več kot 10 let opozarja vse javne inštitucije, da so spletne strani gluhim in naglušnim zelo nedostopne. Zelo nas veseli, da so se nekateri že odzvali, predvsem pa Finančna uprava Republike Slovenije, ki je zelo obsežno pristopila k prilagoditvi svojih spletnih strani. Vse spletne strani, ne samo strani javne uprave, naj bi bile oziroma morajo biti prilagojene vsem uporabnikom. To je pomembno z večjih razlogov. Prvi zagotovo ta, da vsi imamo pravico, da lahko pridemo do informacij. Zdaj, za nekoga, ki nima težav z vidom, to ni vprašanje in mogoče o tem sploh ne razmišlja, kakor pa pride do tega, da mogoče že malo slabše vidimo oziroma ne moremo nečesa prebrati, ali pa da smo popolnoma slepi in nam v bistvu slikovno gradivo ne pomaga nič. Če je informacija ponujena na tak način, je za nas v bistvu nedostopna. V osnovi pa slepi pa slabovidni potrebuje predvsem dostop do informacij, same vsebinske prilagoditve so pa potem, dodana vrednost. Finančna uprava je na spletno stran dodala najbolj uporabne in tipične situacije, s katerimi se srečamo davkoplačevalci. Z zvokom in kretnjo so vsebine dostopnejše gluhim in slepim. Trenutno je spletna stran za gluhe in pa slepe predstavljena na način, da smo v Finančni upravi izbrali 30 najbolj tipičnih življenjskih dogodkov. Torej, življenjskih dogodkov, s katerimi se srečajo posamezniki, običajni ljudje, bom rekel, tudi tisti, ki se ne srečajo z davčnimi vsebinami vsak dan. Laična javnost. Torej, izbrali smo povsem običajne dogodke, uveljavljene olajšave za vzdrževane družinske člane, nakup avtomobila, prodaja hiše, obdavčitev vrednostnih papirjev, na kakšen način se vloži pritožba, kako poteka izvršba, skratka popolnoma življenjski dogodki, in teh 30 vsebin smo potem opremili z filmi. V filmu je predstavljen, znakovni jezik, torej v znakovnem jeziku so predstavljene te vsebine, in pa v zvoku. Na ta način lahko te vsebine spremljajo tako gluhi, kot tudi slepi s pomočjo zvoka. Na Fursovi spletni strani na prispevke namenjene gluhim in slepim opozarja simbol desno zgoraj. Vsebine so prilagojene za bralnik za slepe in opremljene tako, da je že iz naslova mogoče razbrati, za kakšno tematiko gre. Spletno stran bodo v kratkem prilagodili tudi za druge pripadnike ranljivih skupin in večali nabor prilagojenih vsebin. V Finančni upravi se zavedamo, da nikoli ni dovolj informacij pripravljenih na nek poseben preprost način. Trenutno je pripravljenih 30 najbolj tipičnih vsebin, s katerimi se davčni zavezanci srečajo praktično vsak dan. Prav gotovo pa bomo ta nabor še razširili in takrat, ko bomo razširili tudi vsebinski del tega nabora, bomo to vsebino predstavljali tudi v znakovnem jeziku in pa zvoku. Prilagoditve spletnih strani niso kaprica invalidov, ki bi želeli posebno obravnavo, pač pa njihova pravica.
Nekatere državne institucije, kot so Varuh človekovih pravic, Državna volilna komisija in Ministrstvo za javno upravo, so v sodelovanju z Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije spletne strani že prilagodile gluhim in naglušnim. Marsikdo v javnosti ne razume, da je slovenščina gluhim tuj jezik. Torej, brskanje po spletnih straneh že same po sebi so zelo zahtevne, je za gluhe zelo naporno. Zato gluhim je prvi jezik znakovni jezik in če je informacija prilagojena v znakovni jezik, potem je informacija bolj dostopna in bolj razumljiva. Davki in davčne obveznosti nas spremljajo praktično vse življenje, zato je pomembno, da se zavedamo ne zgolj naših dolžnosti, pač pa tudi pravic. A zato potrebujejo senzorni invalidi prilagojen dostop do informacij. Pravice lahko zavezanec izpolnjuje le, če jih pozna in če jih zna izkoristiti. Ravno zaradi vseh teh zadev smo se odločili v finančni upravi, da vsebine, zaenkrat najbolj tipične, predstavimo tudi ranljivim skupinam na način, da bodo te vsebine lahko spremljali in jih tudi razumeli. Ko se jih pogovarjamo o spletnih straneh Fursa, te vsebine, ki so v posebni kategoriji, jaz mislim, da glede na to, da so informacije tam poenostavljene oziroma je nekako pot do njih bolj jasna, lažja, je to za vse državljane koristnega, pač to lahko vsak uporablja. Konvencija Organizacije združenih narodov o pravicah invalidov le-tem poleg dostopa do fizičnega okolja in transporta zapoveduje tudi dostop do informacij in komunikacij. Le tako bo vsem skupinam invalidom omogočen poln in dostojen vsakdan.